Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Nocoj je z mano Diego Batistesa. In v bistvu bomo govorili o kupu zanimivih zgodb, ki se nanašajo na Kitajsko, Mehiko in Združene države. Fentanilska nacija. Se je fentanil postal pomembna tema, Američana so celo zafrkavali, tisti iz Grenlandije, delali smo tudi meme na to temo. Zombije, ampak večina gre prek Mehike. Torej, ker smo vam to obljubili po tistem prenosu v živo, ki smo ga imeli zadnjič o geopolitiki trgovine z drogami v Latinski Ameriki, smo zdaj tukaj. Prosim, Diego. Tukaj smo spet, dober večer Mirko, dober večer vsem poslušalcem in poslušalkam, ki so se nam danes pridružili, ki nas gledajo. Dejansko smo to obljubili, o tem smo govorili tudi s Francescom Gero, zadnjič, ko smo govorili malo o kartelih in organiziranem kriminalu v Latinski Ameriki. In tema fentanila, kot ste dobro prevedli v naslovu današnje predstavitve, geopolitika opija. Dejansko je to nekaj, kar osrednje zadeva Združene države Amerike in je postalo prava nacionalna zdravstvena izredna situacija. Ampak nas vodi k veliko pomembnejšim geopolitičnim razpravam, ki povezujejo Mehiko, ki povezujejo Kitajsko. Zelo aktualna tema, saj vemo, da je Donald Trump te dni prav na Kitajskem, skupaj z Xi Jinpingom se sestajata. In to nas vodi k razmišljanju o tem, kako danes te velike kriminalne organizacije uspešno izkoriščajo dolg val globalizacije za ustvarjanje območij vpliva in predvsem ogromnih tokov denarja. Kriminalizacija bi se morda zdela naslov Netflixove serije, vendar je v resnici to stanje, ki ga trenutno doživljajo Združene države Amerike. Morda bo res, se jim ni ostalo še veliko let. Morda bo. Kot tista s Pablom Escobarjem, kaj ne? Prvo vprašanje, še preden začneš karkoli razlagati. Prvo, zakaj fentanil še ni prišel v Evropo? Je to zaradi naših mafij, ki ga nočejo, ker z vidika strank je to droga, ki uniči stranko, zato je ne moreš obdržati na dolgi rok? To je droga, ki jo je težko obvladovati. Težko jo je obvladovati, potrebuje ekonomijo, to bomo videli kasneje v predstavitvi, ki smo jo pripravili. Potrebuje ekonomijo, kje je tok, oprostite, veste, da mi včasih uidejo španske besede, poleg tistega basicamente, in kjer mora biti zelo hiter dostop do zdravil, bomo kasneje videli zakaj, in kjer mora biti velika odvisnost od protibolečinskih zdravil. In predvsem je tukaj še en element, ki si ga zdaj ti poudaril. Eden od velikih problemov, ki jih imajo preprodajalci, tisti, ki jih v španščini imenujejo camelos, je, da ne vedo, kako ne ubiti svojih strank. Se pravi, ne uspejo najti formule, ki bi mu omogočila preprodajati tako, kot se preprodaja druge droge. Ker je fentanil, kot bomo videli nocoj, izjemno smrtonosen. Zelo majhen odmerek je lahko zelo smrtonosen. In ker se na mnogih trgih z mamili droge tudi mešajo, je fentanil postal nekaj izjemno resnega. To je epidemija. Govorimo o 10.000 primerih smrti, predvsem med mlajšimi v Združenih državah. To je izdelek, ki še ni prispel v Evropo, vendar Mirko še ni prispel v druge države Latinske Amerike. Obstajajo sledi nekaj primerov v Argentini, v drugih državah, vendar še ni dosegel ravni, ki jih vidimo v Združenih državah. Ko razmišljamo o fentanilu in o škodi, ki jo je povzročil fentanil, oprostite, ker se nasmehnem, se to seveda ni nekaj, zaradi česar bi se smejali, kaj ne? A vendar me nasmeji, da smo morali v samo nekaj letih ustvariti nacionalni dan ozaveščanja in pozornosti na fentanil. Imamo leta 2026 že 5. tak dan.
To pomeni, da se je začelo leta 2021, 29. aprila, torej pred nekaj dnevi, pred 2 tednoma, je bil nacionalni dan ozaveščanja o fentanilu. Ker je pomembno ozaveščati javnost, spomniti, da je žrtev zelo veliko, predvsem med mladimi, in predvsem spodbujati strategijo preprečevanja predoziranja z uporabo naloksona. Nalokson je tisto, kar se uporablja, zdaj ga uporabljajo vsi organi pregona in vsi reševalci v Združenih državah Amerike. Kot vidite, sem vam dal tudi sliko ogromnega reklamnega plakata, ki stoji ob cesti. Kar nam daje vedeti, da gre za nekak sprej, ki se uporablja tudi kot inhalator, ki se lahko uporablja v različnih oblikah, kaj ne? Vendar pa je najpogostejša ta vrsta. Gre za inhalator, ki je nekoliko podoben tistemu, ki se uporablja za astmo, kaj ne? To je snov, ki ti v bistvu omogoči, da živ prideš v bolnišnico. Torej, ne smemo misliti, da to kar obrne predoziranje. Oseba s predoziranjem se zaradi naloksona ne postavi na noge in ne začne hoditi. Ampak omogoča, da lahko dobiš pomoč, ki ti vsaj omogoči, da prideš v bolnišnico. Malo. Kako so uporabljali? Kaj je bilo to? Epinefrin, če se ne motim. Epinefril. Zdravilo za tiste, ki so se predozirali. Spomnim se, bil sem, Mirko, nekaj let pri javni pomoči, lahko rečem, lahko naredim reklamo, bil sem nekaj let pri javni pomoči na reševanjih vozili in spomnim se, da nismo uporabljali, mislim, da tega postopka ni bilo. Ampak zdaj, ko si predstavljam, kaj morajo narediti reševalci, paramediki, ki morajo posredovati, ali pa tudi pripadniki organov pregona, ali tudi v šolah, javnih ustanovah, kjer so predoziranja vsakodnevna stvar, je postalo nekak nujen pripomoček. Torej, vsi pripadniki organov pregona in tisti, ki posredujejo na ulicah, morajo imeti nalokson. To vam pove, o čem govorimo. Torej, pred 5 leti so morali uvesti nacionalni dan za ozaveščanje o fentanilu. In po ulicah so ogromni reklamni plakati, ki govorijo o naloksonu, tukaj je, kjer razlagajo, kako ga uporabiti za ukrepanje ob predoziranju. Ko govorimo o primerih, sem tukaj dal enega, da bi lahko razumeli, o čem govorimo. Obstaja tudi družbena struktura, seveda, kdo najbolj uporablja fentanil, kdo največ umira. V Združenih državah je zelo jasna družbena razslojenost. Če pogledate okvirček spode desno, lahko razumete, da kriza s fentanilom resnično prizadene vse. Leta 2023 je umrl vnuk Roberta De Nira, ne vem, če se spomnite novice, zelo mlad, star 19 let, zaradi prevelikega odmerka mešanice zdravil, opioidov in drugih drog, med katerimi je bil tudi fentanil. Torej, govorimo o nečem, kar brez razlik prizadene vse družbene sloje. Seveda vnuk Roberta De Nira ni imel finančnih težav, ki pa, kot bomo videli, napade. Predvsem tiste, ki so najbolj ranljive v sistemu, kot je ameriški, ki je bil pravzaprav zgrajen za ustvarjanje takšne vrste strukture in takšne potrebe znotraj določenih slojev. Vprašanje. Koliko stane v primerjavi z drugimi? Ker če jih je uspela izpodriniti, pomeni, da je dostop lažji, mora imeti določene stroške, predvidevam, zaradi razlike. Ne samo lažji dostop, ampak se tudi meša ali skriva v drugih tabletah. Pomislite, ne vem, če so bili na prejšnjem diapozitivu kakšni podatki, mislim, da so bili, o nekaterih številkah. Torej, pomislite na leto 2020, na leto 2024. 75% smrti zaradi predoziranja med mladimi od 10 do 19 let je vključevalo fentanil. 75%, 3 od 4 smrti od leta 2020 do 2024 je bilo povezanih z fentanilom. Poglejte starostno kategorijo. Med 10 in 19 letom moja najmlajša jih ima 7. Če pomislim na to, je to res strašljivo. In če gremo naprej, pomislite, količina, ki je potrebna za smrtonosno preveliko dozo fentanila, je 2 mg.
To, Mirko, nas vrača na to, kar smo prej govorili. Dilerji, preprodajalci ne vedo, kako naj ne ubijajo svojih strank, da bi te še naprej kupovali. V bistvu zato, da ustvarijo odvisnost in jih potem pripravijo do tega, da še naprej kupujejo. Pomislite, fentanil je 50-krat bolj zasoljiv kot heroin. Se pravi, povzroča 50-krat večjo odvisnost kot heroin. Torej, je to tista vrsta snovi, ki jo je, ko jo enkrat začneš uporabljati, zelo težko opustiti. 50-krat močnejša od heroina, 100-krat močnejša od morfina. Morfina je sredstvo za lajšanje bolečin, ki ga, kot vemo, dajo ljudem, ki začnejo trpeti hude bolečine. Naprimer, ko trpijo zaradi raka v že terminalni fazi. Pomislite, fentanil je 100-krat močnejši od morfina. Govorimo o kemični drogi. Gre za spojino, ki jo ustvarijo kemično, kar je, kot bomo videli kasneje, mehiške kartele spremenilo v prave kriminalne kemične industrije, ker so začeli množično proizvajati to spojino. Ampak sprašujem se, Diego, če je cena tako nizka, nekateri pravijo celo 4 evre na odmerek. Torej, dobiček ni takšen kot takrat, ko so prodajali kokain ali heroin, 50, 100, 150 gram, take stvari. Ampak bistvo je, da je strošek skoraj nič. Strošek. Proizvodnje je skoraj nič, ker prekurzorji, ki jih kupujejo iz Kitajske, stanejo zelo malo in iz minimalne količine prekurzorjev je mogoče ustvariti ogromno količino fentanila, ki potem pride predvsem, in to bomo videli kasneje, v eni izmed stvari, ki so me najbolj presenetile, ko sem začel raziskovati, kako karteli vnašajo fentanil v Združene države, kako skrivajo fentanil in katera je ena izmed strategij, ki jih uporabljajo za sprožitev te odvisnosti. In pomislite na številke. 150 ljudi na dan je zaradi fentanila umrlo v letih 2023-2024. Torej 150 ljudi na dan. To so leta, Mirko, v katerih smo začeli videvati tiste grozljive slike zombifikacije. Govorimo o 250,000 ljudeh v 3 letih, ki so umrli v Združenih državah zaradi predoziranja z sintetičnimi opioidi. 250,000 ljudi, to je že srednje veliko mesto v Toskani, Mirko. Govorimo o ogromnih številkah, še posebej, če pomislimo tudi na starost vpletenih ljudi. Če lahko nadaljujemo, pojdimo naprej, to vam da malo. To so zemljevidi, ki vam dajejo predstavo o tem, kako se poveča odstotek smrti v Združenih državah. Do tega, da je zaradi uživanja opioidov število smrti doseglo več kot 100,000 v letu 2023. 100,000 smrti zaradi prevelikega odmerka je strašljivo število. Dejansko je med predsedniško kampanjo Donald Trump dejal, da bo to ena od točk, na katero bi se osredotočil. Na grafu ob straneh sem vam dal nekaj številk, ki nam, še posebej, ker smo na Parabelumu, pomagajo razumeti, o čem pravzaprav govorimo. To so ameriške žrtve v zadnjih vojnah, ki so jih ZDA vodile. Poglejte, kje je številka 100,000. In številko 100,000 sta presegli le Prva svetovna vojna in Druga svetovna vojna. Nobena od drugih vojn ni ubila toliko ljudi, kot jih je samo v letu 2023 ubil fentanil. Se pravi, govorimo o Te vojne so trajale dlje, niso trajale le 1 leto, točno tako. Niso trajale 1 leto, poleg tega gledamo samo leto 2023. Lahko govorimo tudi o letih od 2020, 2021 pa do danes. In govorimo o res grozljivih številkah. Vidimo, da je več moških, ki umrejo zaradi predoziranja z fentanilom, vendar je tudi število žensk zelo visoko. Pripravi so nam tudi zemljevid, da vam pokažem, kateri deli Združenih držav so najbolj prizadeti glede smrti zaradi fentanila.
In vidite, da sta dve območji, ki si jo bomo ogledali. Potem na naslednjih diapozitivih, ki imajo zelo specifična imena za tiste, ki poznajo Združene države, vam bodo zagotovo znana. To sta Rust Belt in Appalachia. To so tiste območja, ki doživljajo hud industrijski zaton in so bila zelo močna v času rudarjenja in industrializacije. Zdaj pa so to tista mrtva območja. Z vidika pa je zanimivo opaziti, da so to najbolj podeželska območja. Tennessee, Kentucky, Virginia, Louisiana, Nova Mehika. Bolj industrializirana ali recimo bolj kozmopolitska območja so v resnici tista svetlejša. Ja, potem je tu še preplet med socialno stratifikacijo in etnično rastnim delom, ter to veliko gospodarsko depresijo, o kateri smo prej govorili. To je še ena zemljevid, sem vzel iz zelo zanimive revije, ki se imenuje El Orden Mundial, ki bo za tiste, ki govorijo ali berejo špansko, zagotovo veliko odkritje. Na naslednjih slikah. Tukaj, kot lahko vidite, gre za pravo epidemijo, ker prizadene celotne Združene države Amerike. In danes, ko govorimo o fentanilu, govorimo o mestih in urbanih, primestnih ter podeželskih območjih. In poglejmo, kje so ta območja. To je New York, poglejmo, katera so območja, kjer ima fentanil največji vpliv. In vidimo Bronx ter Queens, ki sta območji, kjer najbolj udari. To niso najbogatejša območja mesta, ampak so območja, kjer je koncentracija ljudi, ki nimajo tako velike ekonomske zmogljivosti in si teže privoščijo osnovne življenjske potrebščine. In tam se malo vračamo, Mirko, k temu, kar smo pregovorili. To ni droga, ki bi stala 100 evrov na gram, kot je kokain stal pred 10-15 leti, ampak je to zelo dostopna droga. Ampak predvsem je tudi zelo zasvojljiva, torej zelo, vedno mi uide beseda v italijanščini, ki povzroča odvisnost. In na naslednjem diapozitivu lahko vidimo, pravzaprav tukaj vidite na spodnjem delu zadnjo sliko, da rdeča kroglica fentanila ustreza vsemu, kar je na desni, to je heroin, in vse, kar je še bolj desno, je morfij. Torej ima tista rdeča kroglica fentanila moč enako kot heroin ali morfij. Zato se zavedajmo, kako malo fentanila je dovolj, da povzroči predoziranje. In težava s fentanilom je, da je nekaj, kar je obstajalo že prej, preden so ga mehiški karteli začeli uporabljati za ustvarjanje kriminalne kemične industrije. Na skrajni desni sliki vidite fentanil v njegovi legalizirani komercialni obliki, ki ga farmacevtska podjetja uporabljajo že vrsto let. In to je izdelek, ki je v proizvodnji že več let in se uporablja za zdravljenje kroničnih bolečinskih stanj. Običajno, kot vidite, je bil razvit v 60 letih prejšnjega stoletja. In bil je pravzaprav uporabljen izključno samo za močne bolečine in povzroča takojšen občutek evforije. Je zelo učinkovit, ker je zelo močan, vendar že v 60 letih, ko je bil razvit, so vedeli, da obstaja ta problem, da je lahko že najmanjši odmerek smrten. Čakaj, vprašanje je, zakaj zdaj? V smislu, narkokarteli, predvidevam, da je to njihova roba, zato jo poznajo. Zakaj potem ta stvar ni bila proizvedena v 70, 80, 90 letih? Zakaj ravno zdaj? To je vprašanje za $1 milijon. Mirko, to je pravo vprašanje, ker so si zdaj problem ustvarili doma, Združene države. Pravzaprav so mehiški karteli in na splošno organizirani kriminal odgovorili na potrebo trga. V trenutku, ko se spremeni zakonodaja Združenih držav, to bomo videli na naslednjih diapozitivih, tisto, kar so spodbujali v 80 in 90 letih, se zdaj razume kot napaka. Torej, pravzaprav kriza ne nastane na ulici, ampak nastane v kapitalističnem sistemu. In tukaj to zelo dobro razložimo.
To je sam farmacevtski zdravstveni sistem, ki je to povzročil v 90-ih letih. In tukaj bo tudi tisti, ki nas morda spremlja in dobro pozna ta farmacevtska podjetja, zaslišal kak alarmni zvonec. Purdue Pharma, ki jo nadzoruje družina Sackler, je agresivno promovirala širjenje oksikontina, torej oksikodona, ki ga zelo dobro poznamo. In še en opioid, ki se je uporabljal za zdravljenje bolečine in je bil predstavljen kot zelo varen, zelo agresivne marketinške kampanje. Mirko, te tablete so prodajali, kot da bi vzel tableto pred letom. Videli smo nekaj prispevkov, bilo je intenzivno, kjer so pokazali, koliko obstaja ogromna uporaba, tudi samo stvari za spanje in podobno, ki so pri nas na recept, v Ameriki pa jih vzameš brez skrbi, se omamiš in greš spat. Poglej, tudi tam pravzaprav, naprimer fentanil, legalni fentanil se lahko dobi samo na recept. Težava je v tem, da so te kampanje, ki so bile zelo agresivne do zdravnikov za strani farmacevtskih podjetij in ustvarile popolno nevihto, v kateri so si stranke, torej pacienti, to želeli. Zdravniki so imeli velike provizije za predpisovanje receptov. In tako se je v 20 letih ustvaril sistem odvisnosti na nacionalni ravni, kjer si ob prvem občutku bolečine takoj iskal opioid. Zato se je ustvaril sistem, ki je normaliziral uporabo opioidov za zdravljenje bolečine. Ni bilo drugih terapij, takoj so vzeli tablete, takoj so vzeli zdravila. Ampak kaj se zgodi? Na neki točki se zakon spremeni, ali če ne zakon, pa zaznava, in dejansko se spremeni, mislim, da se spremeni sistem. Karteli, ki potem pridejo točno tako in odgovorimo na vprašanje, ki si ga ti postavijo. V trenutku, ko imamo 20 let množičnega širjenja predpisovanja, ustvarimo ogromno populacijo, ki je odvisna od opioidnih analgetikov. In se zavedamo, da imamo problem, začnemo omejevati dostop do zdravil na recept. Tako začnemo prenehati izdajati recepte in začnemo govoriti, ta zdravila se uporabljajo samo v zelo specifičnih primerih in za zelo specifične bolezni. Ampak v tistem trenutku imaš 100.000 ljudi, ki so postali odvisni od teh zdravil, in kaj se potem zgodi? Če ti legalna oskrba tega več ne zagotavlja, zamenjaš dobavitelja in pridejo karteli in kriminalne organizacije, ki jih najdejo. Zelo so dobri v tem, imajo dober nos, najdejo trenutek, ko rečejo, v redu, tukaj lahko zaslužimo denar. Verjetno so naredili raziskave trga, točno tako. Ker so zdaj tudi oni del trga. Ampak tako pridejo te organizacije, ker spomnimo se, začnemo od 90-ih let do začetka 2000-ih, predvsem z oksikontinom, z milijoni ljudi, ki razvijajo odvisnost. Ampak potem na zvezni ravni se začne nekoliko umikati. In v trenutku, ko se umika, se ljudje začnejo obračati na trge. Tisto, kar imenujemo črni trg. Torej, ljudje začnejo iskati opioidne tablete na internetu in kriminalne organizacije razumejo, da kjer je ilegalita, lahko začnejo prodajati. In tako nastane situacija velikega neravnovesja med tem, kar lahko farmacevtska podjetja in predvsem bolnišnice ali zdravstveni centri ali lekarne prodajajo in tem, kar prebivalstvo dejansko zahteva, in prav v tem trenutku vstopijo velike kriminalne organizacije. Tukaj vidite tista območja, ki smo jih videli na zemljevidu, tista območja, ki smo jih preomenili. Pasarje in Apalačija. To so tista območja, ki jih je kriza s fentanilom najbolj prizadela. In to so tista območja, ki jih v Združenih državah imenujejo z izrazom smrti iz obupa. Torej smrti zaradi. Koncept, ki se nanaša na smrti zaradi predoziranja, ki pa je povezan z vsem, kar smo prej omenili. Imamo primere samomorov, alkoholizma, depresije, visoke stopnje brezposelnosti, ker smo doživeli veliko deindustrializacijo in stalno negotovost.
Prišlo je do splošne situacije, ki je povzročila razpad skupnostnega družbenega tkiva, kar je v plenirskem in kapitalističnem sistemu, kot so Združene države, povzročilo brezprimerno socialno izolacijo. In zato so droge začele nadomeščati tisto, kar je bil tako rekoč občutek blagostanja, ki ti ga je lahko dalo skupnostno okolje. V trenutku, ko sem imel dostop, ponavljam, znotraj zakonitega zdravstvenega sistema, takoj, ko so mi ta dostop odvzeli, sem se začel obračati na druge dobavitelje. Ne vem, če imamo kakšno vprašanje, Mirko, ker jaz ne vidim, ponavadi vidim ob strani YouTube, ampak zdaj ga ne vidim, zato tudi vprašanj ne vidim. Ne, pogovarjajo se med seboj, ampak neposrednih vprašanj ni. Zdaj pridemo do vprašanja Mehike, ki je zelo pomembno vprašanje. Prej sem vam pokazal ta prerez, ki je pravzaprav tisto, kar smo tam videli. Če pogledate na fotografiji, na desni fotografiji, na zadnji, vidimo prav nalokson na tleh, ki je bil uporabljen za posredovanje pri predoziranju. Te slike so iz Kensingtona, vidite nalokson, se spomnite slike, ki smo jo prej videli. Te slike so iz Kensingtona, sredi belega dne, mene zelo spominjajo na Krakolandijo v Braziliji, o kateri smo nazadnje govorili s Frančiškom. To nas popelje v Filadelfijo, The Street of Philadelphia, znamenito pesem, ki jo zelo dobro poznamo. Tako je, to je zelo močen video, eden tistih, ki so obkrožili svet in govorijo o znameniti zombifikaciji. In tudi o tem, kako je skozi družbena omrežja bolečina postala še en element, ki ga je mogoče prodajati. Ker je na neki točki Filadelfija postala tudi, kako se reče, med najbolj odmevnimi na družbenih omrežjih, prav zaradi te situacije. To je območje Filadelfije, ponavljam, ki se imenuje Kensington v Filadelfiji. Je v tistih območjih na zemljevidu, ki smo vam ga prej pokazali in ki trpijo zaradi te situacije popolnega, grozljivega družbenega kolapsa. Ki te spravi v knockout. Kaj točno je to? Te napade? Ima izjemno močen učinek takojšnje evforije, potem pa ne moreš več nadzorovati telesa in mišice se začnejo krčiti. Ostani. Popolnoma. Beseda v italijanščini, kot da si katatoničen, ne? Ostaneš popolnoma nesposoben uskladiti gibanje. In to je to. Ponavljam, ko gre dobro, ko gre slabo, pride do takojšnjega predoziranja. Ker če ni hitrega posredovanja strani zdravstvenega osebja, strani nekoga, ki ima pri sebi nalokson, žal ne preživi. In torej, ko se znajdete v takšni situaciji, pomislite, plenilski kapitalistični sistem, ki sam ustvarja problem doma, ker si ga ustvarjal. Problem je v tem, da je milijone ljudi naredil odvisne od opioidov za lajšanje bolečin. Potem, ko so ugotovili, da je to nekaj, kar psihično uničuje ljudi, fizikamente, milijoni ljudi, ljudje, ki so vseeno delavci, delavke, očetje, matere, študenti, poskušajo narediti korak nazaj, vendar mu ni uspelo ali pa ni pomislil. Si predstavljal, kljub temu je ostal ogromen del prebivalstva nepokrit in je bil že odvisen od teh zdravil. In prišli so mehiški karteli. Karteli, ki jih že zelo dobro poznamo. Sinaloa, kaj ne? El Chapo Guzman in potem Chapitos. To so sinovi Chapa Guzmana. In kartel Jalisco nove generacije, ki je kartel bolj novejši, povezan z dogodki iz februarja letos, leta 2026, z umorom njihovega glavnega vodje El Mencija. Spomnimo se operacije, ki so jo pravzaprav spodbudile Združene države Amerike, prav zato, ker imajo, Mirko, Združene države že od časov Bidena. Ena glavnih točk, na katere pritiskajo Mehiko, čeprav se o tem manj govori,
ni samo migracija, ampak tudi fentanil. Izvajajo velik pritisk na Mehiko, da bi uspeli ustaviti vstop fentanila v Združene države Amerike. Biden. Zakaj se zdi, da ameriški politiki in družba reagirajo? Ameriški odziv v času Bidena je bil precej mlačen. Potem je še veliko drugih vprašanj, naprimer ali karteli proizvajajo sami ali pa. To sodelovanje s Kitajsko je nastalo zaradi dejstva, da se na Kitajskem proizvaja ogromno zdravil. To ni, sem se malo pozanimal prej, tudi kemično ni tako težko narediti. Torej, tudi laboratorij pod mojim nivojem. Ampak tega nočem promovirati. Ne. Za tiste, ki so veliki oboževalci serije Breaking Bad. Za izdelavo kristalov res potrebuješ kemika, za tole pa je veliko lažje. Je kot laboratorij, torej. Si. Torej, vprašanje v resnici je bila pomembna reakcija strani ameriških politikov, to je bil eden izmed elementov kampanje. In kdo ve, to ni bil eden izmed najbolj pokritih elementov strani tujih televizij, ker se je več govorilo o geopolitiki, mednarodnih odnosih. Vendar pa je na notranji ravni, predvsem v lokalnih kampanjah, to bil eden najmočnejših elementov. Zakaj se o tem zdaj govori? Ne spomnim se, kako se je imenoval. Vprašanje, vendar govorimo o zaščiti ameriške mladine, torej predvsem mladih generacij. Torej, eden najpomembnejših elementov na zadnjem vrhu. Zadnji vrh 3 prijateljev. To so vrhovi med Združenimi državami, Kanado in Mehiko. Kanada in Mehika, zadnji, ki ga je organiziral Joe Biden, takrat sta bila še vedno prisotna tudi Trudeau. In med temi 3 sta bila Trudeau, Biden in AMLO. Andrés Manuel López Obrador v Mehiki so se zbrali. In ena od točk, ki jih je Biden takoj postavil na mizo, je bil fentanil. Tudi zato, ker vemo, da je imel Biden prav v družini pomembne težave z drogami. Ne, njegov sin je imel je težave, ogromne težave z drogami v Združenih državah. Težko je najti družine, ki niso imele vsaj ene ali 2 oseb, ki ne bi imele težav. Tudi Kennedyjevi. Pomembno vprašanje, ker je to ključen korak, ta diapozitiv je po mojem mnenju ključen. Medtem ko smo prejšnjič govorili o nekaterih posebnih območjih Kolumbije in tako dalje, kjer so skrivaj sadili nasade, tudi v gozdu in tako dalje. Če ste spremljali serijo Narcos, ste videli, kako so teptali liste koke, jih nato rafinirali itd., vse v džungli, v barakah iz valovite pločevine. Quindi anche difficili da vedere neanche z helikopteri ali s sateliti. In dejstvo je, da je nevarnost tukaj. Ne samo v tem, kot si rekel, da je 50krat bolj zasvoljiva, kaj ne. Torej, te zasvojenost še bolj veže, je še močnejša, bolj neposredna kot druge. Ampak tukaj gre za prehod iz narkotrgovine, vezane na pridelavo, ki vseeno zahteva prostor, je težje prikriti. Obstaja veliko korakov, tudi za tiste, ki čistijo itd., do industrijske proizvodnje v kleti. In potem lahko proizvedeš ves fentanil, ki ga želiš. Ja, v resnici so lahko ilegalni laboratoriji kjerkoli. Odlično si to razložil, Mirko. Torej, govorimo o veliko lažji logistiki, precej nižjih stroških in zelo enostavni proizvodnji. Potem bomo videli tudi, kako se proizvaja. In mimogrede za mehiške kartele, ki pravijo, od kod prihaja ta povezava s Kitajsko. No, ker morajo prati denar in zato lahko prek velikih kitajskih mafijskih mrež perejo denar. Medtem pripeljejo prekurzorje in poglejte tukaj zgoraj levo, strošek proizvodnje tiste tablete, ki vsebuje fentanil, je minimalen in je lahko prodajo po izjemno visoki ceni. Predstavljajte si količino tablet, ki jih lahko spravijo v Združene države na trg, ki, ponavljam, te tablete uživa vsak dan. Govorimo o izdelkih, ki jih ljudje uživajo vsak dan. In to več kot enega, torej ne vzamejo samo enega. Tukaj vidite pravzaprav vse celoten krog. Ideja je, da iz Kitajske pripeljejo tisto, kar imenujejo prekurzorji. Torej, izdelke, ki so potrebni za aktivacijo, skozi katere se nato ustvari
fentanil narejeno in zaključeno. Na Latinoameričanu prijatelja Francesca Guerre. Našel sem članek, ki govori prav o tej povezavi, o tej pomembni povezavi s Kitajsko pravzaprav. Donald Trump, če želiš, Mirko, naredimo kratek odmik, tudi o aktualnih zadevah. Trenutno je na Kitajskem in se pogovarja z Xi Jinpingom o mnogih stvareh. Na mizi je dosje Iran, za katerega je Trump prosil Kitajsko za pomoč. Na mizi je zagotovo dosje o sankcijah in carinah, na mizi je tudi dosje o Tajvanu. Xi Jinping je bil zelo jasen glede rdečih črt, ki jih ima Kitajska v zvezi s Tajvanom. In eden od elementov, ki bo Trump zagotovo nadaljeval, eno od bitk, ki bo Trump še naprej zagovarjal, so bile začete že v času Bidenovega mandata. Prav to, da uspejo omejiti prodajo prekurzorjev, pri čemer je Kitajska ena od držav, ki jih prodaja Mehiki. Vemo pa tudi, da ima te karteli sposobnost prodreti tudi na nezakonite kitajske trge. Najprej moramo pomisliti, da je te prekurzore mogoče kupiti zakonito. Kakšna je razširjenost? Za Ameriko je to jasno, ampak ali se pojavljajo še kakšna druga žarišča? Zaenkrat, kot smo prej govorila, zaenkrat to še ni izdelek, ki bi bil zamišljen ali prodajan v Latinski Ameriki, ni izdelek, ki bi se za zdaj prijel na latinskoameriških trgih. Tudi zato, kot sem ti že rekel, obstaja ta problem predvsem distribucijska omrežja, ker tukaj govorimo o prebivalstvu, ki je že zelo odvisno od opioidov. To ni izdelek, po katerem bi posegli na prvo žogo. Ni, kot da bi si prižgal joint, kot da bi šel iz jointa na fentanil. Govorimo o populaciji, ki že zelo manjka. Pod narekovaji kulture. Da, kultura. Ki spodbuja takšne stvari. Točno. In predvsem govorimo o cenah, kjer je $15 za tableto, v državah, kjer je minimalna plača $340 ali $250. V vsakem primeru so to cene, ki niso dostopne vsakomur. Ne za vse, ne za takšen trg, kot si ga predstavljajo kartelji. In potem je tu še to veliko vprašanje, ki nekoliko visi v zraku in ki ostaja odprto. Ali ima Kitajska interes ustaviti prodajo prekurzorjev kartelom, ki vseeno opravljajo pomembno delo pri spodkopavanju velikega geopolitičnega in geostrateškega sovražnika od znotraj. Ker to, kar se dogaja s fentanilom v Združenih državah, je nacionalni problem velikih razsežnosti, ki povzroča nemalo težav z notranjo stabilnostjo. In nemalo težav tudi za sistem, ki je bil viden na robu kolapsa, tako na bolnišnični ravni, kot tudi na ravni socialnih struktur. In v nekaterih območjih tudi z vidika podobe. Če se ne motim, si to omenil zadnjič, ko je Trump začel malo igrati, kot pravimo v italijanščini, v španščini maton, ko je začel malo važiti se glede Grenlandije in so Grenlandci začeli objavljati na TikToku in na družbenih omrežjih vzeto iz Nikelija. Ganasa. Tako je, Ganasa, točno ta beseda mi je ušla, v bistvu mafijsko držo. Začeli so objavljati na družbenih omrežjih te videoposnetke, kjer so poustvarjali grozljive prizore iz Kensingtona, ki smo jih prej videli. Tako da je tudi glede škode na ogledu to grozljivo. Zdaj ponovim, na Kitajskem moramo upoštevati vprašanja. Sta dve zanimivi vprašanji. Ja. Samo to so hotel povedati. Pomislite, na Kitajskem te prekurzorje kupujejo zakonito, karteli jim ni treba storiti ničesar, da bi jih kupili nezakonito. Vendar tudi, če bi jih Kitajska želela prepovedati, karteli bi zagotovo imeli možnost, saj imajo že močne povezave z mafijskimi mrežami za pranje denarja, da bi lahko dostopali do teh prekurzorjev. Torej, ni tako, da bi Xi Jinping jutri rekel, da ne prodaja več prekurzorjev in bi se ta stvar končala v 2 dneh. Kako primerna je analogija med krizo s fentanilom, opijskimi vojnami v 19. stoletju in seveda vprašanje, ali je triada vpletena? Torej, Winter Night, naredil si, ne vem, kako ti je ime, pokličem te Winter Night, ker sem videl to ime Winter Night, naredil si popolno
analogijo. Fentanil je opij 21. stoletja za Združene države in dejansko ga na teh ravneh tudi tako obravnavajo. Pravzaprav poskušajo sprejeti protiukrepe, ki so na tej ravni. V to je vpletena triada, tukaj mi manjka Francesco, ki je najboljši pri neposrednih povezavah. Po občutku bi rekel, da ja, težko je, da pri takšnem obsegu trgovine na tej ravni s takšnimi količinami denarja ne bi bila vpletena. Vendar ti ne morem dati natančnejših informacij glede tega, ker bi šel po občutku in po mnenju in ne maram govoriti ne po občutku, ne po mnenju, ne maram govoriti o stvareh, za katere nimam podatkov. Če najdem kakšne dokumente ali če najdem vire, za katere menim, da so legitimni, verodostojni, jih bom potem posredoval Mirku, da jih po potrebi deli. Ne. Zanimivo je, ker so prejšnjič prav vzhodne Indije praktično odprle trgovino z opijem na Kitajskem, kar je povzročilo pokole, pravo zmedo, poleg vojn. Tukaj so karteli, ki so šli na Kitajsko zaradi koristi ali pa so jih poiskali tisti. Kolikor je znano, to naravno ti z mojega vidika. Z vidika mehiških kartelov, kitajske triade, torej kitajske mafije, recimo kitajske mafije, za katere vemo, da imajo globalno prisotnost, ki sega v Severno Ameriko, Evropo, Azijo in povezane so s trgovino z ljudmi, trgovino z orožjem, trgovino z drogami. Torej, lahko rečemo, da se ukvarjajo z vsemi večjimi mednarodnimi nezakonitimi posli. Igrajo pomembno vlogo pri tistem, kar je za mehiške kartele trenutno ključno, to je pranje denarja. Torej, tam je glavno stičišče. V trenutku, ko mehiški karteli potrebujejo pomembno podporo za pranje denarja, zagotovo stopijo v stik z kitajskimi mafijskimi organizacijami, ki so na drugi strani lahko ključni partnerji, ki jih ti karteli potrebujejo za pridobivanje ogromnih količin predhodnih sestavin. Ker govorimo o ogromnih količinah prekurzorjev, ki so na to potrebni za te količine. Fentanila. Pomislite, dobički, ki nastajajo v Latinski Ameriki, se na to premikajo prek teh kanalov med Azijo in tudi Združenimi državami, kjer imajo triade zelo pomembno prisotnost. Ker je ideja vedno poskušati jih ohraniti. Lahko je seveda dolar, kot so to počeli naši znani kolumbijski karteli, ki so na to celo skrivali denar pod zemljo. Torej, preden nadaljujem, se moram zahvaliti današnjemu sponzorju, ki je seveda Incogni. Predvidevam, da tudi vi, tako kot jaz, vsak dan prejemate spam pošto od storitev, za katere se sploh ne spomnite, da ste jih uporabljali ali da ste se registrirali. Seveda vam ti ponujajo tarife, ponudbe in podobno. Če ste zmedeni, kako so ti prišli do vas, bodisi do vašega e-poštnega naslova ali telefonske številke, vedite, da vsakič, ko se registrirate za neko storitev, če je ta brezplačna, to pomeni, da ste izdelek vi. Kaj torej počne Incogni? Incogni je storitev, ki skrbi za odstranjevanje osebnih podatkov z interneta, z različnih spletnih strani in podatkovnih posrednikov. Cilj je zmanjšati količino informacij, ki krožijo po spletu. To pomaga ne le preprečiti, da bi bili vaši podatki preprodani za marketinške namene, ampak tudi zmanjšuje količino spama, nezaželenih klicev in tveganje, da bi bile te informacije uporabljene za zlonamerne dejavnosti. Manj podatkov na spletu pomeni manjšo možnost profiliranja, pa tudi zmanjšanje tveganja za ciljane napade, kot je phishing, torej ko vam poskušajo ukrasti podatke. Incogni, za razliko od drugih, vaših podatkov ne preprodaja. Seveda je cena nizka, pravzaprav zelo nizka, saj če uporabite mojo kodo za popust, dobite 60% popusta. Jaz osebno ga uporabljam, tako za telefonsko številko kot za e-pošto in moram reči, da deluje. Skoraj nima več nobenih motenj, praktično ne prejemam več klicev, zato si zapomnite, če vas ne najdejo, vam ne morejo težiti. Torej, Incogni je rešitev za vaše in moje težave.
Povezavo najdete v klepetu, v opisu in v pripetem komentarju. Podprite kanal in se znebite nekaj ponudb in sitnosti. In to vam povem osebno, ker sem poskušal ohraniti svoj kanalov e-poštni naslov čist. Zdaj sem ga že uporabil za registracijo, niti na Timu ali kaj podobnega še ne. Vsak mesec sem sistematično prejemal eno spam sporočilo več. Pa sploh ne vem, kje za vraga so dobili e-poštni naslov kanala. Z Incogni sem jih uspel odstraniti. Ne samo odjava, blokiranje in te stvari, ki delujejo, zdaj jih ne prejemam več. No, zveni odlično, popolnoma si me prepričal. Ker tudi meni nenehno prihajajo e-poštna sporočila, jih blokiraš, pa ti vseeno pride še eno sporočilo. Ampak to povem tudi prijatelj, naprimer oseba, ki dela v moji kleti, ki jo prenavljam, je to namestila sama. Njegova žena je prav tako želela, da je to namestijo, ker se veliko ljudi želi znebiti teh klicev. Veš, medtem ko nekdo dela, dobi telefonski klic. Eno je, če jaz delam za računalnikom, drugo pa je, če nekdo dela nekaj ročnega in mora vse ustaviti, da gre odgovoriti na to prekleto telefonsko številko. In po mojem mnenju bi Incogni moral ukrasti mojo definicijo. Kakšno vrednost dajete svojemu času? Ker vam to na koncu prihrani čas. Poskusim jo prodati, zdi se mi v redu. Potem pa izkoristim to definicijo, ker bom tudi jaz dodal reklamo v španščini. Prav, kakšno vrednost dajemo svojemu času? Kot veste, tudi jaz in Mirko danes zvečer ponujava čas, ponujava znanje. Jaz vas prosim, če lahko in želite, da me spremljate na Instagramu, potem bo Mirko dal povezavo v klepet. Pravzaprav na svojem Instagram kanalu govorim o Latinski Ameriki, govorim o različnih dejavnostih, ki jih opravljam kot profesor tukaj v Madridu, kot novinar, kot strokovnjak za mednarodno sodelovanje. Torej, če želite kot nagrado za čas, ki ga posvečamo in uporabljamo za pripravo tega, če me želite spremljati, mi bo veselje, lahko potem nadaljujemo tudi pogovore na mojih kanalih. Torej, če se malo vrnemo k produkciji, tukaj je eden od velikih trenutkov spremembe, Mirko. Ker smo prešli iz kriminalnih organizacij, kot sta Jalisco Nueva Generación in Cartel Sinaloa, znanih kot kriminalne organizacije za trgovino z mamili, v prave kemične kriminalne industrije. Se pravi, kriminalno organizacijo smo razširili, zdaj, ker kot si rekel, zadostuje nekaj sestavin, kakršenkoli uporaben prostor in predvsem posebne operacije strani organov pregona. Razbijajo eno laboratorij, jaz jih v kratkem času ustvarim še 10. Torej, za kartele je to eden res pomembnih elementov, eden od velikih tokov, ki omogočajo, da pridejo di far arrivare denar do liquidosti. Ker obstaja decentralizacija, podobno kot je na stotine laboratorijev v Ukrajini, ki izdelujejo drone in jih je zato težko zadeti, ustaviti proizvodnjo, tukaj lahko decentralizirajo. Če si prej poskušal imeti vse plantaže na enem območju, ker si moral potem vse rafinirati, centralizirati in tako naprej, je bilo to zelo nepraktično. Ker če imaš recimo eno plantažo koke na enem mestu, drugo 50 km stran, moraš potem prevažati stvari in tako naprej. Tukaj pa lahko imaš veliko majhnih laboratorijev, ki jih lahko tudi žrtvuješ, v smislu, da če ujamejo enega, te ne prizadene, ker ni pomemben. Tako je, tudi takšni, ki jih lahko žrtvuješ, medtem ko so morali biti prej v verigi poveljstva za velike plantaže in vse ostalo zelo zaupanja vredni ljudje. Ker če se veriga razkrije, lahko uničijo ogromne plantaže. Pomislimo, kako se je začelo z velikimi karteli, ki so najprej začeli delati z marihuano, ne s kokainom, ampak zdaj karteli so začeli uporabljati strategijo, ki je po mojem mnenju, dodal bom ta pridevnik, grozljiva. Ne vem, če je že na naslednjem diapozitivu vidno, tukaj sem vam dal proizvodno, o čemer smo prej govorili, tukaj moramo dati pod nomenklaturo, Mirko, tega ne počnite doma. Ne počnite tega doma. Tukaj to počnejo strokovnjaki. Tako je, ne počnite tega doma. Omejitev odgovornosti.
Tukaj smo pokazali, da je dejansko potrebno zelo malo. Torej, proizvodnja 25 gramov fentanila stane približno $810,800 in je enakovredna do $800,000 v tabletah na črnem trgu. Se pravi, zavedamo se, Zmotil sem se pri oblačilih. koliko denarja lahko karteli zaslužijo z fentanilom. Tako so karteli preplavili Združene države s fentanilom, ker je količina denarja, ki ga lahko zaslužijo s to sintetično drogo, ogromna. Tako, imajo nasproten problem, v smislu, da lahko proizvedejo toliko, da je njihov problem, komu jo prodati. Točno tako, in predvsem je ta problem povezan tudi s tem, kar smo prej govorili. Imam manj strank, kot jih lahko skrbim, in predvsem moram biti zelo previden, ker je to lahko usodno. Torej, če tega ne prodam dobro in če ne poskrbim, da se dobro uporablja, mi stranke zmanjkajo. Ker 100,000 ljudi, ki so umrli zaradi predoziranja, niso vsi umrli zaradi fentanila, recimo. 80 ali 70,000 jih je umrlo zaradi fentanila, kar pomeni 80,000 strank manj. In potem sledi mi v tem razmišljanju, Mirko, ker je to grozljivo razmišljanje. Nadaljuj z mano v tem razmišljanju. Če imam jaz problem, torej imam priložnost. Priložnost je ameriški kapitalistični sistem, ki je v zadnjih 20 letih zelo spodbujal predpisovanje protibolečinskih zdravil. Ustvaril je skupino uporabnikov, ki so sprva uporabljali oksikontin, nato pa so začeli potrebovati druge opioide. Torej, jaz, narkokartel, mehiški narkokartel, vidim priložnost, vstopim in začnem prodajati tablete, začnem prodajati fentanil. Da bi lahko zadovoljil povpraševanje po protibolečinskih opioidih, ki imajo na tisoče ljudi, ki jih je njihov ameriški sistem naredil odvisne, zdaj pa jim ne prodaja več zdravil. Ampak imam problem. Nekateri umirajo zaradi predoziranja in začnem imeti prekomerno proizvodnjo fentanila. In kaj potem naredim? In tukaj pride na vrsto stvar, ki se mi zdi grozljiva. Tukaj na tej zemljevidih vidite, kateri so kraji, ki se uporabljajo za vnos fentanila v Združene države. Med njimi so tudi točke, ki se nanašajo na območje pod nadzorom kartela Sinaloa in Čapitosov. Ni naključje, da je pred Menčem ali eno od velikih operacij, ki so bile izvedene v Mehiki, šel ujeti enega od sinov Čapa Guzmana. Ampak, da pridem do tistega, kar sem hotel razložiti, kakšna je strategija, ki jo uporabljajo karteli, da bi pridobili nove stranke. Poglejmo, če lahko ugotovite, gre za nekaj, kar je hkrati tako pretkano, inteligentno in zlobno, da je smrtonosno. Jaz bi ustvaril umetno pomanjkanje, da bi zvišal ceno. Bi ustvaril umetno pomanjkanje. Naj ti dam namig. Zapomni si moč zasvojitvenega učinka fentanila, ki povzroča 50-krat večjo smrtonosno odvisnost. Da bi zvišal ceno, bi ustvaril umetno pomanjkanje. Cena. Jaz bi ustvaril umetno pomanjkanje. Tukaj nekdo pravi, da jih podarjajo, organizirajo se promocijske in ozaveščevalne kampanje prav zato, da ljudje ne bi uporabljali. In stanejo tako malo, da ti dam popust, kaj ne? Torej, kaj naredijo? Torej, evo, nekdo je to rekel, evo ga Stratosamo, skrijejo ga nekje drugje, tako da ljudje postanejo odvisni in ga kupujejo. Stratosamo, če bi bila nagrada, bi jo ti dobil Stratosamo. Ja, lahko prodajaš druge droge, ja, mogoče lažje droge. Gremo naprej. In gremo, ampak to narediš ti. To je tehnika, uporabljajo tudi preprodajalci, tudi jaz sem gledal informativne oddaje o drogah, uporabljali so to tehniko. Prvič, prodali so ti dobro, potem so jo začeli rečiti, najprej so ti dali dobro celo zastonj, da te pritegnajo, a potem pa so ti jo vedno bolj rečili, da povečajo svoj dobiček. Saj jo zdaj že moraš kupovati, torej. Tukaj pa delajo obratno. Je močeš, oni jo skrijejo v izdelke, kjer sploh ne veš, da je notri, in ko si jo že zaužil, si že oseba, ki išče fentanil. Če gremo naprej na naslednje diapozitive, boste videli, da so že na naslednjih diapozitivih tukaj. In govorim o količinah fentanila, ki so jih našle in zasegle mehiške oblasti. Torej, to je tisto, kar smo prej rekli, Mirko, gledaj,
po vsej Mehiki so zasegli ogromne količine fentanila. Ampak ni pomembno, koliko ga zasežejo. Zakaj? Proizvaja se v strašanskih količinah. Na naslednjem diapozitivu bi moral biti pravi. Pojdimo naprej. Evo nas. Ustvarjajo ponarejene tablete oksikodona, alprazolama in ksanaxa, Mirko. Ustvarjajo lažne tablete, ki vsebujejo fentanil. Dobil sem idejo, ampak noče dati predlogov. Ono ne, jasne. Modre tablete za moške. Preplavljajo trg predvsem z nakupi prek spleta, ker se te tablete večinoma kupujejo prek spleta. Se spomnimo, vrnimo se na začetek, če se je kdo pravkar priključil. Ameriški sistem, ki je v 80-ih, 90-ih letih, vse do 90-ih in začetka 2000-ih, prodajal ogromne količine opioidnih protibolečinskih zdravil z zelo enostavnimi recepti, ker so farmacevtska podjetja pritiskala na zdravnike. In na neki točki se sistem spremeni in reče, v redu, ustvarili smo ogromno odvisnost, moramo zavreti, prenehajmo omogočati tako enostaven dostop. In kam potem ljudje hodijo kupovati tablete? Na spletu. Grejo na internet in iščejo tablete. In kdo prodaja tablete na internetu? Karteli. Ampak ne prodajajo običajnih tablet, ki jih ljudje iščejo, ampak prodajajo ponarejene tablete, ki vsebujejo določeno količino fentanila, ki lahko povzroči odvisnost, zaradi katere začneš ponovno iskati to snov. Fentanil. Po podatkih DEA, ki jo dobro poznamo kot Upravo za boj proti drogam, je ena od 4 analiziranih ponarejenih tablet vsebovala delno smrtonosni odmerek fentanila. Zato bodite previdni, ker se spet vračamo tja, niso nevarne le samo ponarejene tablete, ampak je odvisno tudi od tega, kdo jih izdeluje in kako so narejene. Saj lahko te tablete vsebujejo tudi smrtonosne odmerke. Tako gremo tja, ubijemo osebo, ki bi po naši strategiji lahko postala prihodnji podpornik. Obstaja veliko nevarnih trgov, jaz se šalim z občinstvom, Viagra, nič, kaj ne, ker moram vključiti tudi to, tudi modro, tudi tisto tableto. Ali pa je cel svet tistih, ki hodijo v fitness? Seveda. Dajo vse proteinski napitki, proteini, razne stvari, velike tablete, androlon, vse te stvari tukaj. Ja, ampak upoštevaj potem, da bom to dal na diapozitiv. Na diapozitiv vam bom to dal, ker je pomembno, da to upoštevate. Ta zdravila, ki zelo pogosto iščejo tudi na internetu, pogosto iščejo mladi, ker se uporabljajo tudi za zdravljenje anksioznosti, depresije, vse vrste situacij, za katere zelo dobro vemo, da so zelo razšiljene, predvsem pri generaciji Z, torej tisti, ki so rojeni. Američani največ na svetu uporabljajo zdravila, ki jih predpišejo psihologi. Prav na... Torej, tam se srečajo različni elementi, ki so uničujoči z družbenega vidika. A vendar so zelo zanimivi za strategijo kriminalnih organizacij, ponovimo, ki so postale prave kemične in kriminalne industrije. Ker imam zelo mlado občinstvo, ki zelo pogosto išče tablete na spletu, brez da bi to povedali staršem. Ker imajo pomembno ekonomsko moč in jaz jim prodam tiste tablete, zaradi katerih potem postanejo uporabniki fentanila. Pomembno vprašanje, kako porabijo ta denar za vojske in tako naprej. Ker si včasih potreboval ogromno oboroženo vojsko, da si branil proizvodno pošiljke kokaina, te stvari, ki pa zdaj, ko so pošiljke postale tudi nadomestljive, če jim vzamejo eno pošiljko, koga sploh briga, koliko je vredna ta pošiljka, ene tone, $10,000. Prej je bilo $10,000 na kilogram. Torej gre za preobrazbo tudi z vidika, da... O tem sta se malo pogovarjala z Franceskom zadnjič, torej... Zagotovo ni potrebe po teh vojskah, ki nadzorujejo ozemlje. Torej, zagotovo si morajo še vedno prizadevati za nadzor nad to zemljem, ker se spomnimo, da si kartela Sinaloa in Jalisco že eno generacijo prizadevata za nadzor nad to zemljem v Mehiki. Potem vodijo vojno prek posrednikov na drugih ozemljih, spomnimo se Ekvadorja na primer, kjer ta dva mehiška kartela uporabljata lokalne oborožene kriminalne tolpe za vodenje vojne prek posrednikov. Da bi si zagotovili dostop predvsem do pristaniških območij
pa tudi do poti za tihotapljenje drog in amazonskih poti. In potem ena od resnih težav, ponavljam, o kateri je nazadnje predvsem govoril Frančišek, je pranje denarja. To je vdor denarja, ki prihaja od kartelov in preplavlja velike naložbe povsod. Spomnimo se, to ni bilo dolgo nazaj, ampak spomnimo se panamskih dokumentov. Tam se je odprla Pandorina skrinjica, ki nam je dala vedeti, da, naprimer, jaz sem živel v Panami in v Panami je to otipljivo. Čuti se v zraku, da obstaja veliko delov mesta, kjer so naložbe, ki so očitno del strategije pranja denarja. ogromne stavbe, ki jih zgradijo in potem ostanejo prazne. Torej, ostanejo tam in so bile zgrajene samo zato, da bi jih lahko uporabili za pranje denarja. Da bi lahko vzeli nekaj denarja. To je zarotniški del. Obstaja zarota, Kitajska stoji za vsem tem, tega nam ne povedo, pridite v gledališče, 20 € za karto, pa vam bom jaz povedal. Da, v resnici je za Združene države veliko lažje krivdo zvaliti na Kitajsko. Torej, reči, da Kitajska ne počne ničesar, da bi ustavila prodajo prekurzorjev in kriviti Sheinbaumovo, v tem primeru Mehiko, češ da ne počnejo ničesar, da bi ustavili kartele. Spomnimo se, da je Donald Trump v eni izmed svojih najbolj spornih potez rekel Sheinbaumovi: glej, zdaj bom razglasil kartele. Mehiške kartele za teroristične organizacije in to mi daje pooblastilo, da lahko izvajam vojaške operacije na mehiškem ozemlju, če to želim. Kot se je potem zgodilo, po fantastični zgodbi, ki se je ustvarila okoli Venezuele, kjer je bila odobrena ta operacija pomorske blokade, glede tega, da so iz Venezuele nenehno prihajale ladje polne drog, in od tam pravzaprav potem sledijo vse operacije z menčujem in vse ostalo. Zakaj lažje krivdo zvaliti na Kitajsko ali na Mehiko? Ker bi sicer morali narediti strukturno samokritiko in reči: pozor, tukaj smo naredili napako, in to velja za javne, socialne in zdravstvene politike, ki smo jih izvajali v zadnjih 30 letih. Ne verjamem, da je to res. Tako je, torej obstaja strukturni problem, če ga ne napademo. Potem pa se spomnimo nečesa, ker gledamo Združene države z italijanskimi očmi, iz Italije ali pa iz držav Evropske unije. Govorim za tiste, ki živijo v Evropski uniji. V Evropi bi bilo to, kar počnejo lobiji v Združenih državah, nezakonito, to bi bila korupcija, vendar veliko ljudi, ki imajo mandat v Kongresu Združenih držav, kampanji so plačala velika farmacevtska podjetja, velika podjetja za proizvodnjo orožja. Torej, obstaja sprega med to situacijo, ker se spodbuja določene kemične izdelke ali slavni drugi amandma, in politiko. Takšno priznanje krivde je zelo težko, še posebej z Donaldom Trumpom v Beli hiši. Po drugi strani pa, brez da bi bil teoretik zarote, ampak oprosti. Ne verjamem, da sem teoretik zarote. Jaz sem spremljal, kdo so bili največji financerji Obame, če si pogledal njegovo kampanjo. Vse velike farmacevtske družbe. Točno tako. Točno tako, ja. Hotel sem ti povedati, tudi pragove so znižali, po katerih je nekdo veljal za primernega, za nekaj, za kar prej ni bil, da bi povečali prodajo. Torej so si sami ustvarili vihar. Ja. Potem si rekel nekaj zelo resničnega. Danes je Trump najčistejši izraz tega, kar je ameriški kapitalistični sistem. Včasih smo imeli v Beli hiši manj očitne figure za fasado, vendar se bistvo ni spremenilo. Spomnimo se, da je bilo pod predsedovanjem Obame največ izgonov v zgodovini Združenih držav Amerike. Torej, skratka, pomembno je to, kar si povedal, Mirko, če se vrnemo k temu, kar smo prej govorili o Kitajski in krivdi mest ter vojnah. In kriva je Kitajska, tega nam ne povedo, vračam se tja. Jaz mislim, da Kitajski v tem trenutku ta situacija ni neprijetna. V smislu, da je problem pri političnem nasprotniku, ki je tako ali tako v težavah, meni. Zame, tudi z zgodovinskega vidika, je tukaj nekaj ironije, kaj ne? Ja, zagotovo. Zagotovo.
Vendar pa, gledajte, ne bi rekel, da gre za zaroto, vendar pa obstajajo nekatere geopolitične situacije, ki jih nekatere strani izkoriščajo v svojo korist, v tem primeru zagotovo Kitajska. Fentanil, Kitajska. Zdaj bi moral slišati nekoga, ki je bolj strokovnjak za Kitajsko, ampak ne verjamem, da imajo velik problem z drogami. Zato na Kitajskem nimajo nečesa, kot je dia. Ne vem, kakšne odvisnosti so tam naokoli. Ker v sovjetskem svetu ali v komunističnem svetu je bilo zelo malo uporabe drog. Ja, ker je na Kitajskem zelo strog družbeni nadzor, zato je zelo težko. Torej, če vidiš osebo, ki začne biti v stanju, v kakršnem so ljudje v Kensingtonu, v Filadelfiji. Torej, predstavljam si, da je operacija, ki jo sprožijo, da najdejo povzročitelja te situacije, učinkovita in zelo hitra. Torej, je družbeni nadzor veliko strožji. In prav Donald Trump, ki nas je navadil na zelo osupljive stvari, je sprejel znameniti zakon o fentanilu, ki naj bi bil poseben odlog za zaustavitev fentanila. Ampak v bistvu, pravzaprav, povemo po pravici, so bili to vsi zakoni, ki so že obstajali, ki so bili že prisotni. Torej, ta zakon o fentanilu, ki ga je sprejel Donald Trump, je bil bolj, recimo, simbolno dejanje za medije, za javnost, da bi pokazal, da je zelo na tekočem, a ne? To je nekaj, kar Donald Trump nenehno znova izpostavlja, kadar mu ustreza, ker je to še vedno odprta rana, nekaj, kar je še vedno prisotno. Številke so padle, treba biti iskren, število smrti se je zmanjšalo, ne pa tudi poraba fentanila. Število smrti se je zmanjšalo, ker se je z množično uporabo naloksona zmanjšalo število smrti zaradi predoziranja. Vendar se uporaba fentanila ni zmanjšala. Tudi tam je treba številke brati zelo kritično. Tukaj mi pravijo 3., 4. bistvu. Stik. Mi pravijo nalokson, ne naksolon. Nalokson. Lažje je reči naksolon. Ampak ne, nisem nam povedal ene stvari, priznam, tega ne ve veliko ljudi, sem disgrafik. Torej ne dislektik, ampak disgrafik. In ko pišem, včasih napišem stvari tako, kot mi pride na misel, tudi če niso, in potem mi ostanejo. Napiši pitno. In potem mi na neki točki ostanejo tukaj, še posebej zdaj v italijanščini, ker ne pišem več tako pogosto v italijanščini, in potem postane težko, da si jih zapomnim. Nalokson, ne naksolon, nalokson, najlepša hvala. Torej, Donald Trump je tema, ki jo občasno izpostavi, ampak če o tem ne slišite pogosto, je to zato, ker je ne more stalno vleči ven, ker je to odprta rana. Se pravi, to je nekaj, kar bi mu lahko stalno očitali, da ni uspel pomembno rešiti tega problema. In ponavljam, gre za nove generacije Američanov. Spomnite se, kaj smo prej govorili. 10 do 19 let. 10 do 19 let. In kako pridejo k tebi ljudje, stari 10 let? Tukaj To je morda tista zgodbica, ki so nam jo pripovedovali, ko smo hodili v osnovno šolo. Ne jemljite bombonov od popolnih neznancev. Celo legenda je bila, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, da so bili ljudje, ki so ti podarjali panini sličice, veš, tiste, ki si jih mogel polizati, da si jih prilepil v album. In za njimi so skrivali drogo. Jaz tega nisem nikoli doživel, vedno sem slišal za to, nikoli pa nisem videl pravega primera teh sličic z drogo zadaj. Ampak ta zgodba je zelo krožila v 90-ih letih. Ja, Kako jih zvabijo tiste pri 10, 12, 13 letih? 14 let. Po mojem mnenju gre tudi za nekoliko starejše fante, ki jim lahko dajo te tablete in potem se malo vrnemo tja. Vse je dostopno na spletu, zato govorimo o popolnoma deregulirani državi, kjer je mogoče narediti vse in karkoli. Kjer je dostop zelo enostaven, kjer je pridobivanje informacij o tem, kje jih kupiti in kako jih kupiti, zelo enostavno, kjer se fentanil mimogrede vključuje, kar morda nismo dovolj poudarili, v sistem ogromne porabe drog, zdravil in antidepresivov.
Se pravi, Mirko, ti si to večkrat povedal, govorimo o državi, kjer je to vsakodnevna stvar. Uživati določeno količino zdravil in določeno vrsto zdravil, ki bi v drugih državah že obravnavali kot zdravila iz medicinske kategorije. Skoraj tako, kot da ti jih damo samo v bolnišnici, če si na oddelku. Drugače ti jih ne damo, niti jih ne moreš dobiti na ulici. Potem je pomembno upoštevati, da lahko fentanil dobi različne oblike. Pokazali smo tableto, vendar je lahko tudi v prahu. Skratka, lahko dobi oblike, ki so veliko manj prepoznavne, tudi za tiste, ki ga potem uporabljajo. Imamo vprašanja strokovnjakov. Tudi krokodil je pocenil mama, vendar ni imel takega vpliva kot fentanil v Ameriki. Zakaj? Tukaj govorim po občutku, mislim, da je pritisk, ki so da izvajale kriminalne organizacije, v tem primeru Jalisco, Nova generacija in Sinaloa bil zelo pomemben. To je malo kot zgodba z Zempicom, ni samo Zempic. Le da je Zempic prišel v pravem času, za pravo reklamo in je prevzel trg. V tem primeru je prišel fentanil. Govor o dostopnosti sestavil. Točno tako. Govor o dostopnosti in investiciji. Za kartele je bila to investicija, začeli so ga promovirati, se je uveljavil. Na ameriškem trgu je bil že poznan, ker so ga uporabljali že v 60 letih. Vedelo se je, da je to protibolečinsko zdravilo, ljudje so vedeli, da ga lahko uporabljajo, verjetno pa niso vedeli za stranske učinke z visoko smrtnostjo in predvsem za veliko sposobnost povzročanja zasvojenosti. Ima fentanil, spomnimo, 50-krat močnejši od heroina in vemo, kaj je naredil heroin. Rad bi povabil zdravnika, da mi opiše, kakšni bi bili učinki, ker te povzdigne in tako naprej. Ustvari neverjetno evforijo. Morda imamo zdravnika med poslušalci. Morda imamo zdravnika ali nekoga, ki nas posluša, ki ima zagotovo boljše medicinsko znanje kot jaz. Ne govorim zate, ampak v primerjavi z mojim znanjem zagotovo. Torej, to je nasplošno nekaj o fentanilu. Potem, če želimo govoriti o tem, kako kriminalne organizacije uporabljajo celotno farmakološko področje, da bi izkoristile strukturo, ki je že obstajala, pridemo pravzaprav do neke vrste evolucije kriminalnih organizacij. Ker smo prešli iz tiste besede, ki je ne smemo izreči, če ne gremo na YouTube, ki ima vrsto stroškov in pomembno razširjenost na bolj razvejano proizvodno zmogljivost, ki je bolj razširjena po vsej državi. Spomnite se diapozitiva o Mehiki, kjer smo videli, kje so bili veliki zasegi fentanila po vsej Mehiki. Ni bilo samo enega proizvodnega mesta. In od tam potem uspejo izvažati, tudi zato, ker je možnost izvoza teh majhnih minimalnih tabletk ogromna. Lahko jih skrijejo povsod, ali pa tudi ne, ker jih sploh ni treba skriti, to je bistvo. Glede na to, tablete, ki jih ponarejajo, so tablete, ki jih je mogoče prodajati tudi zakonito v Združenih državah. Zato jih na to vključijo v poceni spletne prodajne kanale, po nizki ceni, in tam uspejo ustvariti kanal za širjenje, ki lahko, glede na strategijo kartelov, ki je po mojem mnenju izjemno kruta in zafrpna, da uspejo povečati število možnih strank v trenutku, ko kupuješ tableto Xanaxa in dobiš tableto, ki v resnici vsebuje odmerek fentanila. In če imaš srečo. Ni smrtonosno, če imaš srečo, ni smrtonosno in ti samo povzroči zasvojenost. So odstranili tudi prejšnje kartele ali so to isti, ki so se prilagodili temu sistemu? To so isti, so se prilagodili karteli Sinaloa in Jalisco, Nova generacija, ki sta tista, ki proizvajata fentanil. Ni, če govorimo o preusmeritvi, vsaj jaz nimam podatkov o preusmeritvi proizvodnje, naprimer v Kolumbiji, na fentanil. Quindi abbiamo
Morda tudi oni opravljajo raziskave, ker če se vključijo tudi oni, ni dovolj ljudi. Ne, gre za to, da obstajajo strukture, ki so bile ustvarjene glede na določene prodajne zmogljivosti, kot si rekel, tržne raziskave in drugo, ki potem na neki točki, se spomnimo, ni tako, da bi kartel, Jalisco, Nova generacija ali Sinaloa prenehali izvajati vse ostale kriminalne operacije. Še naprej jih izvajajo, trgovino z orožjem, trgovino z ljudmi, izkoriščanje prostitucije, ugrabljanja, vendar imajo tudi celo vrsto pravnih strategij. Ampak tudi zato, ker imajo oni evropski trg, kaj ne? Tako je, imajo druge trge. Fentanil prihaja tudi v Kanado, ki je še en močan trg z veliko kupno močjo, in potem ne smemo pozabiti, da se čez nekaj dni začne svetovno prvenstvo. In ko je športni dogodek v velikosti svetovnega prvenstva v nogometu, kriminalne organizacije zacvetijo, ker pride veliko ljudi in je v igri veliko denarja. Za razdeliti ti ljudje iščejo zabavo. In v besedi zabava, odvisno od tega, s kom govoriš in kdo posluša, je lahko definicija zabave različna. Tako smo pred obdobjem, naslednji meseci bo z tega vidika zelo težko. Zanimivo je, ker je to ista metoda, ki jo je uporabljala Monsanto. Monsanto je proizvajal ta semena, le spomnil se koruze, ki so bila gensko spremenjena in so poskušali kupiti vsa zemljišča. Monsanto je zadostovalo, da je prodala semena tistemu, ki je imel sosednje polje, ker je bilo dovolj, da je nekaj semen tistega žita pristalo na drugem polju in tisto drugo polje ne bi več moglo se praktično obnoviti. Kaj je bil trik? Praktično so ustvarili storže, karkoli že je bilo, za eno sezono, vendar popolnoma nesposobne ustvariti semena, ki bi naslednje leto vzklila. Tako si moral ponovno kupiti semena pri Monsantu, postal si odvisen. In tehnika, ki so imeli, da so jeli vse, je bila ta, da je nekdo sprejel poleg nekoga, ki ni sprejel. In to je bilo dovolj. Nekaj semen je pristalo tam, zamenjala so tista druga, postala so sterilna in moral si kupiti semena pri Monsantu. To so bolj ali manj tehnike agresivnega marketinga, kot jih uporabljajo, torej kapitalistična metoda proti sami sebi. Ja, ker moraš vedno najti več strank, predvsem pa moraš povečati sposobnost strank, da prenesejo to, kar jim trenutno prodajaš. Da naredimo korak naprej, glede na Evropo, sem vam hotel tudi omeniti, ker se morda kdo to sprašuje, kaj ne? Ampak Diego, pa v Italiji, pa v Evropi. Ampak ta stvar je že prišla. Obstajajo poročila o prisotnosti fentanila v Španiji, v Nemčiji, na črnem trgu, predvsem v Španiji. Že od leta 2019-2020, vendar gre za število smrti povezane z uporabo opioidov v Španiji, Nemčiji in drugih državah Evropske unije. To so zelo majhne številke, ena oseba je že preveč, vendar so to zelo majhne številke v primerjavi z katastrofo, o kateri govorimo v Združenih državah, in številkami, ki prihajajo. Prijavljeni primeri v Evropi se v večini primerov nanašajo na prekurzorje in fentanil, ki prihajajo iz Indije, iz Kitajske. S paketi, ki se pošiljajo prav kot paketi, ki prihajajo, torej ne govorimo o pomorskih poteh s podmornicami, ne, govorimo o paketih, ki prihajajo in s katerimi začnejo preizkušati trg. Še bolj zaskrbljujoče pa je pojav tistih, ki jih imenujejo nitazeni. Najma si že slišal zanje, Mirko? Nitazeni so super opioidi, ki so še močnejši od fentanila, so nekakšen dopingiran fentanil in so lahko celo 5-krat močnejši od njega. Torej govorimo o 200-krat močnejših od heroina. Ki so se že pojavili v nekaterih okoljih. Se vrnem malo na tisto vprašanje, ki smo si ga prej zastavili, kakšna je korist teh kriminalnih organizacij, da prodajajo izdelke, ki ne omogočajo dolgotrajne uporabe, ki so tako uničujoči.
Tako je, ker v večini primerov uporabe pride potem do oboja, uporabnika, kupca, stranke v tem primeru. Zadnje vprašanje, je še zadnje vprašanje, preden zaključimo, ki se mi zdi pomembno. Mehika v vsej tej prejšnji in trenutni zmedi, zakaj mehiška država nikoli ni uspela prevzeti nadzora? Težave s korupcijo, vsi so podkupljeni, policija in tako naprej, zato Mehika nikoli ni uspela imeti nadzora nad svojim ozemljem. Zagotovo obstaja več vzrokov za to. Vemo, da je Mehika leta 2007 razglasila vojno proti trgovini z mamili. Dejansko je leta 2007 razglasila notranjo vojno proti trgovini z mamili. Zdaj so infiltracije trgovine z mamili v javne institucije, v policijske sile, v sam državni sistem ogromne. In kot se dogaja v drugih državah, so prisotne. Prav območja, kjer so karteli ustvarili prave paradržave. In torej, točno tako, kot nam pove Winter Knight po umoru Menča. Ampak tudi, če pogledate, poiščite video posnetke o aretaciji Čapita, to je grozljivo, kar se zgodi potem. Ker poleg tega, da so imeli orožje, so morda to pokazali zadnjič, orožje, ki so ga imeli na voljo, questi karteli v Mehiki, poleg tega, da ima to orožje, ima tudi sposobnost hitrega odzivanja in mobilnosti na terenu, kar jim omogoča, da prekašajo v moči, prisotnosti in napadalnem učinku policijo. Zato so zelo pogosto edini, ki se lahko soočijo z temi karteli, vojska. Policija sama po sebi ne more ničesar v mnogih primerih. Ker ve, da ne more ničesar, sodeluje. To sem videl. In mnogi. Države Latinske Amerike, v Ekvadorju, v Kolumbiji, Panami, nekaj časa tudi v Braziliji. Včasih vse. Ko sem živel v območjih blizu meje, sem imel priložnost videti, ne da bi zdaj govoril o državi, imel sem priložnost videti majhno vojašnico, v tem primeru vojske, kjer je bilo morda 25 ljudi, kjer najmlajši častnik ni bil star niti 30 let. In pred očmi tega častnika so tihotapili bencin, tihotapili so vse mogoče, nasproti, kjer je bila vojašnica, kjer je bila tam mejna črta in človek ni mogel razumeti, kako je to mogoče. In potem si razumel, da je v gozdu nasproti bil bataljon 400 oboroženih mož, ki so bili tam nastanjeni in so bili del bojne enote. V tem primeru je bila to Kolumbija, ki je rekla, glejte, vi se delajte, kot da nič ni in vsi bomo v redu. Vi opravljate svojo službo tukaj, vzamete $400 na mesec, kolikor vam dajo in bodimo mirni, pustite nam, da opravljamo svoje delo. To je, ponavljam, večvzročna situacija, kjer verjetno nikoli ni bilo prave politične volje, predvsem pa, ki jih ti karteli vodijo na številnih območjih. Za mnoge ljudi je to ekonomija preživetja. Naj vam dam primer, ki nas popelje v Kolumbijo in Ekvador. Severna meja Ekvadorja meji. Torej predstavlja mejo z mnogimi težko dostopnimi območji. V Kolumbiji, kje so pridelovali in sadili rastline koke, da bi na to proizvajali tisto belo snov, ki jo poznamo. Veliko ljudi, ki so živeli v Ekvadorju in ki zaradi življenja na teh območjih niso imeli možnosti dostopa do dobro plačanih služb. Hodili so na delo tako, da so prečkali reko, torej s kanujem, 5 minut stran, na poljih, na drugi strani meje. Razpacin, torej tisti, ki goji rastlino koke, na to pobere liste in jih odnese. In kam se potem pripelje, kjer se predela za proizvodnjo druge snovi. In ta oseba ni bila narkotrafikant. Ta oseba je bila, kot bi lahko opisali, delavec na jugu Italije, v Italiji,
ki je prišel opraviti svoj delovni dan, da bi zaslužil določen denar. Tako te organizacije ustvarjajo gospodarsko dejavnost in delovna mesta, ki poleg ljudi, ki delajo znotraj kriminalnih organizacij kot narkotrafikanti, ustvarjajo tudi resnično in ekonomsko podporo različnim območjem. Tako je. Vse to razbiti, Mirko, izjemno težko. Resnično težko. Tudi zato, ker če govorimo o Mehiki, obstaja cela kultura narka, obstaja Santa Muerte, narko korido, narko kot življenjski vzor. Če je bil prej vzor karabinjer, nogometaš, manekenka, vplivnež, je zdaj v Mehiki to narko-mafijec. Hočem biti tisti, ki ima takšno moč, tisti, ki ima takšno ekonomsko sposobnost, ampak ne samo zato, da bi si kupil velik avto, morda tudi zato, da bi si kupil hišo. Moja mama, ki je celo življenje prodajala hrano na ulici in ima 70 let, še vedno dela. In jaz, če mi uspe priti v ta krog, ji lahko kupim dostojno hišo, kjer bo lahko živela in ji omogočim, da neha delati. Se pravi, moramo si tudi to omogočiti. To je protist filmski mit, mislim, Gomora, Botar, Escobar ali kaj podobno, da ste videli Sicario, ne? Ja, gre za to, da se ne da vsega zmanjšati na dobre proti slabim in razstaviti bande narkotrga. Eno vprašanje, res vprašanje, za konc, ker se mi zdi, da je to ključno, tudi jaz sem ti ga hotel postaviti, in sicer tole. Zakaj se potem Mehika ne dogovori z Združenimi državami in jim ne dovoli posredovati? Najprej vemo, da Združene države nikoli ne posredujejo zastonj. Torej, je ameriško posredovanje vedno nekaj, za kar vemo, kje se začne, ne pa tudi, kje se konča. Tudi tukaj bi morali razumeti, kakšno vrsto posredovanja želimo izvesti. In potem je Mehika, ponavljam, vseeno zapletena država, kjer je veliko interesov na kocki in kjer je možnost sprejemanja odločitev tudi predsednice Sheinbaum. Ampak eno ni. To je osebno mnenje, ni tako izrazito. In ni tako, da odloča. Sheinbaum na sestanku skupaj s Trumpom, spomnite se tiskovne konference Sheinbaum po umoru februarja v Mehiki. Zdela se je zelo šokirana, ni imela, še vedno sem prepričan, da ona ni dala ukaza. In da ni vedela, da se tisti dan izvaja operacije proti Mehiki. Torej, glede posledic, mislim, da je to odgovor. Potem pride na vprašanje posledic vojaške operacije. Winter Night Zoo v Mehiki. Lahko bi zaprli eno poglavje, lahko odprejo drugo knjigo, drugo zgodbo. Kaj se zgodi zdaj, ko je Menčio mrtev? Ali kartel Jalisco nove generacije zdaj ne obstaja več, ker je Menčio mrtev? Menčijevi poročniki začnejo vojno med seboj, da bi ugotovili, kdo bo naslednji Menčio. In medtem, ko se oni vojskujejo, da bi ugotovili, kdo bo naslednji Menčio, Sinaloa pritiska in napada Menčijeve poročnike, da bi videl, katere teritorije jim lahko odzame. Torej, vsakič, ko dariš en del teh organizacij, ustvariš domino učinek, ki jo je težko nadzorovati. Zato to niso operacije, ki bi lahko popolnoma izkoreninile trgovino z mamili pri samih koreninah. Potrebne bi bile obsežne in dolgoročne strukturne operacije. To je nekako ideja iz leta 2007, ko so začeli vojno proti trgovini z mamili, ki je potem prinesla rezultate, kakršne je pač prinesla. Torej, gospodje, se iskreno zahvaljujem Diegu, iskreno se zahvaljujem tudi vsem, ki so nas spremljali. Vabim vas, da se nam pridružite v nedeljo, ko bomo govorili o umetni inteligenci, hkrati pa bomo predstavili tudi velike novice o aplikaciji, ki smo jo naredili in ki bo kmalu izšla. Torej, bomo govorili o precej zanimivih stvareh in verjetno bomo govorili tudi malo o distributivnem odjemalcu. Kar zadeva obremenitev pri uporabi umetne inteligence, je to še ena stvar, na kateri delamo. Torej, bogata vsebina. Si zraven? Zahvaljujem se vsem, še posebej se zahvaljujem Diegu. Na srečo smo mi zunaj te zmede s fentanilom, ker pri nas ni te kulture, tistega ozadja, ki bi ustvarilo pogoje za to. Tako da zdaj smo na varnem. Hvala vsem. Bilo mi je veselje, nasvidenje, do naslednjič.